Z nami pa je že naš nocojšnji gost, najboljši reper med ljubitelji kremšnit, najvišji primorec iz Škofje Loke in najbolj uspešen ljubimec med vsemi, ki so peli z Modrijani. Dame in gospodje, Jan Plestenjak. Poslušaj, Jan, najprej čisto na kratko, te nove slovenske kvote, zdaj so jih ukinili. Koliko tebe to prizadene? Mene ne. Ne? Je pa meni žalostno, da smo taki hlapci Slovenci, da sploh rabimo zakon za to, ne. A ne? Ja. Točno to, dobro si povedal. Ker vsak tujec, ki zapoje, je takoj v očeh hlapčka boljši kot Slovenc, ne. Hrvati nimajo tega problema, ne? Oni furajo svojo muziko. Ne, oni tega problema nimajo in jaz mislim, da mi imamo s tem problem na vseh poljih, ne samo v muziki, in da lahko si treba biti spoštljiv do drugih, ampak lahko si ponosen. Ne gre spoštljivostjo ponižnost, mi imamo pa to, kar da je to v paketu, ne. Nima nobene vloge, mogoče, če sem mičkin provokativen, kvaliteta naše slovenske glasbe. Ne? Absolutno ne. Je lihto dobra kot Hrvaška? Jaz ne govorim o Hrvaški zdaj, dober, tudi o Hrvaški. Ampak kar se vrti predvsem ameriške, anglosaške muzike, je vsebinsko zelo boga, ne. Boga? Ja, zdaj pa reči, da sem prepotenten, ampak tako mislim. Vsebinsko malo boga? Posluši besedila. Okej. Mi je dal zamisliti. Jan. In še nekaj bi rad povedal, da v bistvu v Sloveniji še vedno, kar sem zelo vesel, največ kart za koncerte prodajo slovenski izvajalci. In to je pa pravzaprav edino merilo, ki je relevantno. A ti všeč, a kaj? Ti ni všeč moj odgovor? Ne, mi je všeč, ampak vem, da je pravzaprav, da ti tle veliko prispevaš. Ja, jaz tudi en delež, ja. Ker je ta intervju vedno kratek, da smo ti pripravili eno kratko, mogoče bo zanimivo, kaj pa vem, no, igrico. Wow. Imenuje se Asociacije, s tem je vse povedan. Jaz ti pokažem nekaj, kar ti pač pride na misel. Recimo... Kumrce s prsti, joj, prijatelj, dragi. A lahko pride k te prijatelj na obisk in pijete, odprete, salamo narežete, vse zrihtata, ne. In ni punce, ki bi stregla nas, ki bi nas crklala, sami revčki bogi. In zdaj on reče, imaš kumrce? Imam. In gre v frižider, odpre in gre v vodo s prsti usranimi in kumrce ven beza. Kdo bo to pa jedel? Ja, jaz to počnem, ne. Sam za sabo, ja. Ampak če jaz grem zdaj k tebi doma v tvojo vodo s kumrcem s svojimi prsti. Ker vem, enkrat sem se pogovarjali leta nazaj v tem in si mi rekel, to mi gre pa najbolj na živce. To je res ugaben, no. Poj samo še, da mi zobno ščetko, da si posojamo pa čevlje si... Se tudi copate, recimo, tudi copate, ker Slovenci imamo lepo navado, da zmeri človek se mora sezuti in mu copate daš. Zakaj bi zdaj tvoje copate na nogo dal? Mislim, da zasvinaš s svojimi umazanimi nogami in mojega lepega stanovanja. Pejmo naprej. Ok. So zatežila malo. Briketi. Pasja hrana. Pasja hrana. No, to sem pa jaz v Ameriki, ker sem bil zelo šparoven, ker sem študiral in me je pol mama nadrla, ne, ker sem toliko šparil denar, da sem probal tudi pasjo hrano, ker so mi rekli, da je ful pregledana, bolj kot človeška. So rekel, pa jaz to jedu, sej ceneš, ne. Ampak se nisi navadil. Ne, ni šlo. Za tole sem najprej mislil, ne bom pa pokazal, pa sem pa rekel, zakaj pa ne, pa ne pove, kaj ga moti tele. A ja, naj stvari so tri, ne. Ja, tvoj drugi štikel. Ampak mene žalosti, ker ti si tak frajer, ne. Da si padel zdaj na nivo vseh, ki si me zole stiskajo. Ne, si sem padel, jaz sem gledal zadnjič tvoje gostovanje. Jaz sem tebe imel vedno na višjem nivo, ampak mislim, v vsakem primeru mislim, da se lažje oprosti 18-letnemu Smrkovcu, da naredi tako neumnost, kot je naj stvari so tri, kot dvema odraslima, da naredita
priredbo pesmi Only You, ne. Čakaj, ampak tebi se zdi neumnost, ta pesem? Mislim, prav luštiš ti, kot si bil, čakaj, pa to so bili tvoji začetki. Dober, dajmo naprej. Ne, vem pa, da ne maraš, ker ti vedno... Preskočil si to, kar sem ti jaz rekel, ne, ker si kralj. Nisem neumen, vej. Ne, vem, da ti gre na živce, da ti novinari vedno omenjajo kremšnite. Jaz pustim, da se ljudje stiskajo mezole in ne se jih stiskajo. To je pa moja prva velika ljubezen. Vem. Martina, ki si jo by the way ti usvajal, ker so bila prijatelja midva. Ne. Vse sem zvedel, jaz z nos sem se malo skregal in si ti takoj hotel izrabiti priložnost. Tudi dotaknil se je, nisem, je bila pa priznam. Kar ni lepo med prijatelji. Pa še enkrat ti povem, tudi ne. To ni lepo, ja, dotaknil se nis, ker ni pustila. Daj naprej. On bi mene zdaj navijal. To je pa lepši model, ki sem ga jaz imel. Moj je bil slabši, ne. Tvoj prvi avto, ne? Moj Firebird Pontiac. Prav prvi avto, ja, ne? In zaradi tega avta, moj je bil sicer malo grši, ker ta je že klasika, in zaradi tega mojega avta sem jaz tokrat dobil po glavi, ne, da mi je res žal, da sem ga imel, ne, ker to je prvi avto, ki ga je meni kupila mama in priznam, mama mi je kupila avto, grozen. In ta avto je bil rabljen in je koštal približno to, kot je en osnoven Golf, ne, ampak zgledal je pa kot Ferrari, ne. In takrat smo bili, se osamosvajali in vsi so mislili, da je to Ferrari. Pontiac Firebird. Je pa en bogi avtoček. Vem, da si hotel imeti v resnici korveto. In potem sem jaz videl Jonasa, takrat sem bil jaz malo frajerček pol leta, pa vidim eno črno korveto v Ljubljani, sem rekel, kdo pa je to? No, evo Jonasa. Lej, zmanjkalo je časa, bil si odličen. A kar takole me boš odpikal. Kaj me ne naredim? Dragi prijatelj. Ja, pa ste njaz.